moje strani mislim, da ni potrebno se nekaj posebno sebe predstavljam. Rad bi se zahvalil, da so me danes prišli podpreti naš bodoči mandatar in pa župani pan Celja, Vojnika, pričakujemo še Dobrne in predsednica odbora iz Štor. To pomeni, da zaupajo v moje delo, ki sem ga sedaj upravljal, in ta moja kandidatura je neko logično nadaljevanje dela, ki sem ga v nekaj zadnjem desetletju upravljal na področju vseh teh 4 občin. Zdaj bi mogoče samo par stvari poudaril. V tem mandatu ne bom delal samo lokalno, ampak tudi globalno, če je da je Slovenija globalna, glede na Celje, ker to je tudi že od nekaj moj moto, da treba delovati globalno, ne samo lokalno. In tukaj vidim predvsem poudarek na našem delovnem načrtu, da je treba zagotoviti učinkovito in pa produktivno javno upravo. To je tisto, kar sem že večkrat izpostavljal. Če govorimo o prvem ministrstvih, naše načrto je, da bomo imeli 10 ministrstv, ampak se bo malo premešala, tako da se bodo tudi smiselno področja v nekim ministrstvu pokrivala. Kot en primer je Ministrstvo za znanost, izobraževanje in zaposlovanje. Zakaj je takšna kombinacija? Zato, ker je treba v Sloveniji izobraževati tisto, kar je potem tudi zaposljivo. To se pravi zagotoviti delovno mesto tistim, ki se v Sloveniji izobražujejo. Zmanjšati moramo tudi število podzakonskih aktov, uredb, predpisov, ki jih imamo inflacijo na vsakem področju in v Ljubljani vsako takšno uredbo nekdo varuje. Vsaka uredba ima svojega varuha, svojega birokrata in to je ogromno delovnih mest. Če mi to ponostavimo, bomo tudi lahko imeli razvoj regij, hitrejši razvoj gospodarstva, nekaj teh delovnih mest pa lahko prerazporedili v državni upravi, v produktivna delovna mesta, ki bodo ustvarjala DDV in vnosila tudi v proračun Republike Slovenije. Ponastaviti je treba ukrepe, ki zavirajo razvoj regije. Tu imam v prvih mislih najbolj birokratski organ v Sloveniji, to je ARSO, kjer, če dam primer našega lokalnega Šmartinskega jezera, kjer imamo sprejet državni lokacijski načrt, kjer je vrisana na primer žičnica za smučanje na vodi, 4 potencijalni investitorji z denarjem čakajo, da ustvarjajo delovno mesto, da ustvarjajo razvoj okoli jezera, ARSO pa eno leto ne zna izdati vodnega dovoljenja. Nekega enostavnega A4 papirja. In to je tisto, kar nas ovira in teh še več. Ponostaviti moramo tudi pridobivanje evropskih sredstev, tako iz regionalnega sklada kot iz kohezijskega sklada. Tukaj smo bolj papeški od papeža in tukaj zaviramo zopet razvoj Slovenije, kajti naša gradbeništvo je v takšni krizi in če mi damo vse nekaj teh projektov, ki bodo financirani z našega slovenskega denarja, potem bodo veste, da je gradbeništvo vedno generator razvoja in to je treba tudi hitro in zelo v letu 2012 že ponastaviti te stvari, ker nas čaka nova finančna perspektiva. Kar se tiče na področju okolja, tukaj je, bom rekel, na lokalnem, regionalnem nivoju moja osnovna naloga poplavna varnost, protipoplavni ukrepi, tako na področju teh 4 občin, kot tudi na področju Spodnje Savinjske doline. To je projekt, s katerim se Mestna občina Celje že kar nekaj časa ukvarja. Sedaj moramo še povezati tudi ostale župane Spodnje Savinjske doline, dejansko pomagati državi spraviti ta projekt tako daleč, da bo zgrajen do nekje do leta 2015-16. Sredstva v Evropi za to so. Znanja imamo mi veliko in tako, da tudi tu bo treba postopke malo skrajšati ali pa bistveno skrajšati, da ne bomo imeli v desetletjih, ampak v letu. Ampak tukaj sigurno bo tista ena od osnovnih prioritet zagotoviti to poplavno varnost Spodnje Savinjske doline. Kar se tiče Celjske kotline, je potrebno nadaljevati pripravo
zdaj ne več po novem zakonu, ampak odloka o sanaciji Celjske kotline, ampak bistveno tu je, odlok ne pišemo hitro, bistveno je, da spodbudimo to državo in da zagotovimo, da bodo evropska sredstva, ki so za to na razpolago, čim prej pritekla v Sloveniji in da bomo lahko to sanacijo dejansko začeli izvajati. Kajti tukaj na našem področju smo zdaj malo v nasprotju z našim programom, če več je samo oskrbe, ker nekako to onesnaženje zemljine nam nekako onemogoča na določenem delu to samo oskrbo, ampak imamo pa zato druge dele na področju severno-bolj od Celja in ostalih občin, ker tudi v našem programu dela je, da mora slovenska kmetija postati eden od osnovnih turističnih produktov. Mi imamo v zaledju Šmartinskega jezera ogromno tega potencijala, tako na Celjskem občini, mislim, na območju Celjske občine, kot Dobrne in Vojnika, tu se že premika in tukaj je ta razvoj praktično zastavljen, ampak te ljudje, kot je rekel prej predsednik, enostavno imajo strah in ta strah stopiti naprej, korak jim je treba pomagati, premagati in da bomo tukaj lahko dejansko jim nudili eksistenco v prihodnje, kajti tu sigurno je za njih zagotovljena eksistenca na tem območju, tako na področju kmetijstva v kombinaciji z turizmom. Še malo o izobraževanju. Rekli smo, da moramo izobraževati tisto, kar bo tudi zaposljivo. In to je tisto bistveno, kar je treba takoj spremeniti. V našem delnem načrtu je tudi, da rešimo srednje šolce te frustracije, ki se imenuje matura. To se pravi, da se matura ukine, ker danes je vse 4 leta srednje šole ena sama priprava na maturo, kar ne pušča samo znanja, pa pušča tudi velike psihične probleme na teh mladih, ki vstopajo v svet, ampak s tem ne sme paditi kvaliteta. Mi moramo kvaliteto srednje šole meriti ne preko zlatih maturantov, ampak preko profesorjev, ki učijo na srednje šoli. Njih je treba preverjati in zagotovitev kvalitetnih profesorjev bo tudi dala zagotovitev dobrega kadra, ki se bo potem lahko upisal na visoko šolstvo. Tu pa to visoko šolstvo bo samo postavljalo pogoje, kakšni pogoji bodo, da se pregreš na njihovo fakulteto. Še mogoče na kratko malo v kulturi, ki je vedno na koncu, tako kot tudi na televiziji. Pri kulturi je našem programu... Šport je bil že vmes v Šmartinskem jezeru. To se pravi, v kulturi mi želimo več vsebine in pa manj oblike. Kaj hočemo s tem povedati? Tudi na slabem hotelu se da dober program z užitkom gledati. Slab program na odličnem hotelu pa ni tako lahko gledati. Mogoče je lažje sicer zaspati na tistem hotelu, potem ne, ampak to hoče več vsebine. Ni samo osnovno, da se prenovijo vse ti kulturni hrami, tudi je to potrebno, ampak dajmo te prve vsebine, potem bo tudi prišla za tem lahko oblika. Hvala.